Smo v Brestanici, včasih se je temu kraju reklo Reichenburg, na železniški postaji. Z te železniške postaje so izgnali okrog 45.000 Slovencev v Nemčijo, na Hrvaško, v Srbijo in deloma v Bosno in Hercegovino, ki je bila takrat del ustaške neodvisne države Hrvaške. Tukaj za nami na vrhu je grad Brestanica, grad Reichenburg, ki je bil zbirno taborišče, ena od večjih taborišč, odkoder so Nemci pošiljali, torej izganjali Slovence. Nemški načrt je bil, da etnično očistijo Slovenijo, deloma je bilo to povezano tudi z genocidom, torej s fizičnim uničenjem, in ena prvih skupin, ki je bila na vrsti, so bili prebivalci Obsotelja in Posavja. To pa zato, ker je tukaj hotela Nemčija utrditi nemški mejni pas. Njeno mnenje oziroma njena politika je bila, da bo tu južna meja nemškega rajha. Torej, do sem naj bi segal nemški rajh, naprej pa pač neke podložne, majhne balkanske državice, neodvisna država Hrvaška, Miličeva Srbija in tako naprej. Tako da je ta kraj za izgnance seveda zelo pomemben. Nemci so namreč hoteli izgnati med 260 in 280 tisoč prebivalcev iz svoje okupacijske cone. Uspelo jim je približno 80 tisoč, od tega jih je 17 tisoč zbežalo čez nemško-italijansko mejo. Ti načrti se niso uresničili iz več razlogov, zaradi odpora, zaradi transportnih težav, pa tudi zato, ker je zlasti neodvisna država Hrvaška zavračala sprejem Slovencev. Tako da je na to vplivalo več dejavnikov, ampak upor je bil eden od pomembnih. Torej, zaradi tega, in to je za naš projekt o okupacijskih mejah pomembno, so tukaj, ko so izpraznili območje, to je bil več kot 100-kilometrski pas, v globino so naselili kočevske Nemce, okrog 17 tisoč kočevskih Nemcev, ki so jih pač dali na domove izgnanih Slovencev. Ob koncu vojne so tudi ti Nemci pobegnili ali so jih pač pregnali, in ko so se torej ti izgnanci vrnili, seveda se niso vsi, mnogi so umrli med vojno v različnih taboriščih, na prisilnem delu in podobno. Torej, ko so se vrnili, so jih čakali popolnoma izropani domovi, v veliki meri porušeni, in tako so seveda psihično in fizično prizadeti po večletnem izgnanstvu, prisilnem delu in podobno morali svoje življenje začeti znova. Stališče naše raziskave o okupacijskih mejah, to pomeni, da je to pravzaprav edino območje, kjer mi nimamo neposrednih živih pričevalcev, kaj se je ob meji dogajalo, ker kočevski Nemci so odšli, tedanje prebivalstvo je bilo pa izgnano. Tako da tukaj zbiramo zgolj pravzaprav posamezne fragmente, ki so se ohranili v zgodovinskem spominu pri redkih prebivalcih, ki so tukaj ostali. Smo pred vrati preselitvenega taborišča v Reichenburgu. Tukaj vidimo sliko iz tistih časov, tukaj je bila uprava, kot se vidi, torej danes tega napisa ni več, seveda ni tudi SS znaka, ki ga vidimo zgoraj, drugače je pa grad ostal v isti obliki. Torej, preselitveno taborišče je bilo zelo strogo, pravzaprav je šlo, bi lahko rekli, za neke vrste koncentracijsko taborišče ali vsaj blizu temu, kjer so ljudi
tudi maltretirali na različne načine, bila je zelo stroga disciplina, zelo stroge kazni, odtod pa so jih potem pač prepeljali ali so morali pešačiti dol do železniške postaje, ki smo jo videli prej, tam so jih naložili na vagone in odpeljali. Tukaj bomo danes torej odprli razstavo o okupacijskih mejah na Dolenjskem z naslovom En krompir, tri države.